Kaj ponuja razstava britanskega umetnika Banksyja v Trstu? Kako je slovensko fotografsko sceno zaznamoval Bojan Radović? S katerimi stavbami je arhitekt Saša Dev zaznamoval Maribor? Kakšne sadove je obrodilo sodelovanje med Koroško galerijo likovnih umetnosti in Centra sodobnih umetnosti Črna Gora? Kaj slikata Marika Vikari in Jernej Forbici? Pred natanko 40 leti, ko študij v tujini še zdaleč ni bil nekaj samoumevnega, je na Fakulteti za umetnost in oblikovanje v Swanseaju v Veliki Britaniji iz fotografije diplomiral Bojan Radović. Po vrnitvi v rodno Novo mesto je bil leta 1984 med ustanovitelji fotogalerije, ene od redkih jugoslovanskih galerij, ki so se posebej posvečale fotografski umetnosti. Radović je bil dejaven kot kustos, založnik, organizator strokovnih srečanj in šele po daljšem premoru se je po letu 2000 vrnil k avtorskim projektom. Rdeča nit njegovih konceptualnih del je replika in tak je tudi naslov pregledne razstave, ki jo gosti Galerija Jakopič v Ljubljani. Bojan Radović je raziskovalec nekonvencionalnih načinov izražanja, tako tehničnih kot idejnih. Ta eklekticizem gotovo izhaja iz študija v Veliki Britaniji. Njegovi profesorji so namreč prihajali z različnih področij vizualne umetnosti. In morda mi je bil tudi zato ta program tako všeč, da je bil kreativen, ne da bi se učil samo obrti, ampak možnost uporabe medija fotografije v različne namene. Idejo replike izraža bodisi na ravni vsebine ali tehničnega procesa, bodisi na ravni replik umetniških del kot nekakšen poklon. Tak primer je denimo Matrica, diptih fotografij obraza ruskega suprematista Kazimirja Maleviča v krsti, kot ga je v svojem umetniškem delu Truplo umetnosti repliciral kolektiv Irvin. Na videz nesmiselno besedilo, ki ga prekriva, je generirano v programskem jeziku, ki računalniku narekuje podatke za digitalni izris natanko te podobe. Iz neke razdalje ti ne opaziš to nizko resolucijo in ti vidiš ta portret čist normalno. Ko se temu portretu približaš, vidiš tekst, medtem ko seveda sama podoba postane zelo abstraktna. Še en dialog med digitalno in analogno fotografijo bi lahko rekli sta seriji Déjà vu in Transformerji. Fotopapirje, pritrjene na steno, je ponoči osvetljevala javna razsvetljava in zarisala sledi svetlobe in senc. Ker je Radović kasneje naredil reprodukcije teh fotogramov, jih je poimenoval Déjà vu. Na razstavi sem potem vključil nadgradnjo teh fotografij, ki so bile potem izdelane na nek prosojni material in skenirane v smislu fotograma. Skener je bil uporabljen na popolnoma enak način, kot se dela fotogram. Jaz sem to poimenoval skenogram in je nastala tretja oblika tega osnovnega fotograma. Replika, ena najobsežnejših serij, med drugim tematizira naš odnos do okolja tudi z repliciranjem idej in simbolov potrošništva. Da se ti pa res znebiš in ni na fotografijah nobenega pravega živega bitja in da pravzaprav vse te replike prevzamejo, to se pravi, da delujejo kot da so žive. In to je bil ta smisel potem tega projekta, da narediš nek navidezni svet, ki obstaja, pa po drugi strani ne obstaja. Določene zadeve se lahko pojavijo zelo spontano in pravzaprav na nek način danes v samem mediju fotografije, ki je izredno demokratiziran, vsak lahko naredi dobro fotografijo, je toliko bolj pomembna ta neka ideja ali izbor, kako boš ti sploh pravzaprav prišel do nekega izbora podob, ki pa bojo imele svojo zgodbo. Primer serije, ki je začela nastajati spontano, je Ikona. Vsekakor ni bila ideja v neki sentimentalnosti do te zvezde, ampak pravzaprav odnos do simbolov, ki so v določeni fazi močni, ki morda kot peterokraka zvezda zvodenijo in pravzaprav tudi zgubijo na nek način ta pomen, če ga zopet politično nočeš preforsirati.
Konec 80-ih let, ko je začutil, da se v državi in družbi dogajajo spremembe, je začel ustvarjati serijo You and Me in jo šele leta 2014 izdal v obliki fotoknjige. Kot zanimivost naj povemo, da jo je kupil Martin Parr, legendarni britanski fotograf in zbiratelj fotoknjig. Na potovanjih je Radović spoznal številne izjemne ustvarjalce. Ena od njih je tudi neustrašna fotografinja in aktivistka Nan Goldin. Ta simpatična fotografija je nastala leta 1988 v Houstonu. Pot na vzhod pa se mu je odprla s povabilom k projektu Evropski pogled na Japonsko. Pravi, da mu je pri Japoncih všeč kontrast med estetiko kiča in estetiko, ki izvira iz tradicije. To dvoje je združil v seriji Marumage. V Hirošimi so ga fascinirala drevesa, ki so preživela atomsko bombo. Porodila se mu je ideja, da bi z ročnim skenerjem digitaliziral njihovo ljubje kot zapis pričevalcev grozljive zgodovine. Tehnični problem je bil v tem smislu, da ta skener deluje, potrebuje neko ravno podlago, po katerem drsijo ti koleščki na samem skenerju, ki istočasno aktivirajo skener, da deluje. Žena Ksenija je zagato rešila z domislico, da na koleščka navije sukanec in skeniranje poteka po principu škripca. Praktičnost Japoncev in njihov smisel za humor pa spoznavamo v seriji imenovani Privid. Ta nas preseli v mesto Himi, ki ima odličen pogled na japonske Alpe, a ker ga večino časa zastirajo oblaki, so na ključna mesta za občudovanje vedute postavili kar panoje z repliko razgleda. In prav to je tisto, kar Bojana Radovića pritegne: odnos med realnostjo fotografije in navideznim.